lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Torej, jaz danes ne bom govoril o fotovoltaiki kot o napredku tehnologij, ki jih ponuja fotovoltaika. Danes bi želel govoriti predvsem v smislu, kaj lahko trajnostna energetika ponudi Sloveniji, predvsem v smislu novih delovnih mest in pa razvoja gospodarstva. Namreč, omenjali smo energetsko neodvisnost oziroma energetsko odvisnost od uvoza energentov in ta graf, ki je projekcija narejena pred 10 leti, neverjetno sovpada z trendi, ki se dogajajo. Izkaže se seveda, da ta scenarij povečevanja obnovljivih virov, to vse, kar je od tukaj spodaj, od hidro, pa potem pač biomasa, veter, sončna energija in še kaj. Preostali del pa seveda se pokriva iz klasičnih energetskih virov, ki pa jih uvažamo. To pa pomeni, da je to scenarij povečevanja energetske neodvisnosti. In če samo za primer dam, da je 10 teravatnih ur vrednih 1 milijardo evrov, pomeni, da če bomo in toliko približno recimo plačamo električne energije v Sloveniji na leto, to pomeni, da če bomo za 10% zmanjšali energetsko neodvisnost potreb po električni energiji, bomo s tem seveda za 100 milijonov evrov ohranili denarja v Sloveniji. To pa pomeni, da bo lastna potrošnja povečana in tako naprej, da ne bomo izvažali denarja ven. In to je ključ, ki je scenarij Evrope za dvig energetske neodvisnosti. No in pa zdaj, če pogledamo po barvah, potem seveda lahko ugotovimo, da je hidro z modro, sonce z rumeno barvo, pa če modro pa rumeno barvo združimo, dobimo zeleno barvo. In ravno to je ta naša zelena energija, o kateri danes govorimo. Če pogledamo seveda fotovoltaiko, o kateri je bilo danes že veliko govora, samo to, da je v letu 2013, ko so vzpodbude ali pa subvencije, kakor želite, upadle na minimum, kljub temu sončne elektrarne rastejo in bodo rasle. Zakaj? Zato, ker je to dejansko konkurenčna rešitev za lastno porabo že danes, brez kakršnih koli vzpodbud. In seveda je problem, kot je profesor Gubina omenil, problem, da imamo višek, ko pa rabimo energije, je ni. Seveda to so izzivi za nove tehnologije, to so izzivi o novih hranilnikih energije, o prerazporejanju, o pametni porabi, kot smo danes slišali, in vse to so koncepti trajnostne energetike, ki jo potrebujemo v naslednjih desetletjih. Se boste vprašali, koliko pa je dodane vrednosti pri sončnih elektrarnah. Smo slišali, da se je treba vprašati za katerikoli energetski objekt v Sloveniji ali pa v Evropi, koliko je lastne dodane vrednosti. Žal za Slovenijo nimamo teh izračunov, lahko vam pa podam dodano vrednost na nivoju Evropske skupnosti oziroma Evropske unije pri sončnih elektrarnah. Izkaže se, da res je, večinoma fotonapetostni moduli se uvažajo, vendar pa je toliko drugih dejavnosti in ne samo proizvodov, ampak tudi storitev, ki se izvajajo znotraj Evropske unije in ta vrednost je 2/3 celotnih investicij. Torej, tako kot pri T6 ali pa bodočih energetskih, tudi seveda sončne elektrarne, nekaj moramo uvoziti. Treba je gledati, da bomo čim manj uvozili. No in v tej luči, ko smo že omenjali konkurenčnost trenutnih cen fotonapetostnih sistemov in sončnih elektrarn, tukaj je graf, ki ponazarja, kje so v gospodinjstvih se fotonapetostni sistemi že močno izplačajo investirati, brez kakršnih koli vzpodbud. In tudi seveda Slovenija bo kmalu tudi na nivoju gospodinjstev, ne samo na nivoju poslovnih objektov in podjetij, prišla do točke, ko bo do sončne elektrarne, majhne sončne elektrarne, smiselne in investicijsko upravičene. In če bi
upoštevali predloge Združenja slovenske fotovoltaične industrije, da omogočimo znižanje fiksnih stroškov za majhne elektrarne, potem bomo kaj kmalu tudi mi na tem segmentu zelo v porastu. Pojem, ki je vedno bolj v diskusijah v strokovnih krogih, je neto obračunavanje električne energije. Torej, zavedamo se, da je strošek električnih omrežij treba pokriti, da je treba seveda upravičiti rentabilnost električnih omrežij, kajti to nam daje tudi zanesljivost na širšem nacionalnem nivoju. Vendar pa treba je omogočiti tudi, da vsi mali proizvajalci torej imajo možnost dvosmernega pretakanja električne energije, tako takrat, ko jo rabijo, kot takrat, ko jo proizvajajo. In recimo kot primer ZDA, večina držav znotraj Združenih držav že ima ta net metering uveljavljen. Zadnja v Evropi ali pa druga v Evropi je bila Italija, ki uspešno uvaja ta neto obračunski sistem v svoj elektroenergetski sistem in upam, da bo tudi Slovenija kmalu na tej poti. Jaz razumem energetski koncept Slovenije kot koncept razvoja slovenskega gospodarstva. Treba je vzpodbuditi razvoj lastnih tehnoloških rešitev in proizvodov in tukaj imamo dobro dediščino, mislim, da tudi dobre kadre. Treba je predvsem za mlade ustvariti stimulativne pogoje, da bodo postali še boljši inovatorji, da bodo sledili dosedanji tradiciji. Ustvariti je potrebno seveda stimulativne pogoje za sodelovanje med podjetji in univerzami, raziskovalnimi inštituti. Tukaj smo imeli lep primer predlanskoletnih raziskovalnih vavčerjev, ki pa upam, da ne bo posamičen primer, ampak da bomo s tem nadaljevali. In pa seveda, kot je že bilo omenjeno, elektroenergetski sistem z vsemi mikro ali pa manjšimi, večjimi projekti je potrebno seveda izkoristiti za utrjevanje slovenskih izkušenj na nivoju razvojnih poligonov. Torej, če ne bomo tega izkoristili, potem seveda tudi slovenskega gospodarstva na področju energetike ne bo. Apeliram torej na sodelovanje tudi ministrstva, slovenskih elektroenergetskih podjetij in pa vseh deležnikov, da v teh naslednjih desetletjih res ustvarjamo in krepimo vlogo slovenskega elektrogospodarstva v evropskem in pa globalnem merilu. Za konec pa samo še povabilo za tiste, ki vas zanima fotovoltaika, o razvojnih trendih, o konceptih. V prihodnosti bomo imeli dogodek 24. junija na Fakulteti za elektrotehniko in sicer na 5. slovenski fotovoltaični konferenci. Hvala lepa.